Dec preživel. Malo je piflerčka, kar se čip v senzorju pa tega tiče. Evo, jaz pa Jure so se pripeljala. Ne. Preletela so na Palmo de Mallorco, tukaj so pa v vrsto postavili kupenih zanimivih avtov. Čisto vsi so enaki, v osnovi. A veš, to je ta nov B. A jo pa se, ne? Pod spredje je dosti podoben A-ju, kar je logično. A veš, Mercedes je zdaj začel z uvajanjem tega novega, se temu reče, oblikovnega jezika. Tehnološko je valjda veliko sodobnejši, veliko stvari ni povzel sam po večjih bratih, ampak tudi od A-ja. Recimo vmesnik MBUX, a veš, to je tisti, ki se pogovarjaš z avtom, ko rečeš hej Mercedes, pa mu reče, kaj pa ti rad? Pa ti rečeš, ne vem, pa še hočeš reči. Ni pa nujno, da ti odgovori, ko vse neka pravila obstajajo. V glavnem, ta prvi dan se bomo zabavali z BEI, ta drugi dan bo pa še malo hitrejši vse skupaj, zato ker prije na vrsto ta nov AMG. Kako sem rekel, tiskovke je konc, Jure bo en papir pojedel, zdaj spregledava, vaj z mano, stari, pogledava, kakšen je kufer. A veš pa dobimo en takle telefon zraven, pa vsakeč, ko gre kdo za volan, moraš točno to zacahnati. Cirilko motor start, zato če se slučajno kaj zgodi, oni točno vejo, kdo je tistem trenutku vozil. No, sam, glede na to, kar so povedali na tiskovki, se ne bi smelo nič zgoditi. Varnostno je napredoval ful. Hey Mercedes. Calling Mercedes me. No, cancel. Hey Mercedes. How can I help you? Jure's hungry. Select an entry, please. Vidiš. Hard Rock Cafe. Stari, jem kar šel, veš? Slobodno sine. Turn slight left. What do you want to do? Nothing. And stay down, bitch. Ta prva stvar, ki sem jo opazil, športna oprema prinese volan, ki je delno usnjen, delno, tukaj, kjer ga pa ves čas držiš, pa Alcantaro. Da pa že 2 ure rihta en Instagram story. Come on, man. Jaz nisem kralj mehnih zaslon. Ciril, to je baje resnična zgodba, jaz ne vem, ampak on se je baje rodil s feng shui razporejenimi prsti. Digitalni samuraj. Stari, tale head-up je pa tudi ogromen, praktično čez cel pas ga imam. Kako tebi zgleda, stari? Je malo ka A, sam ni malo ka A, Evo, pripeljala sva se v Marino, zato ker bomo tukaj preizkusili par teh asistenčnih sistemov, ki jih ta avto zna ponuditi. Boš videl. Imagine you're in a big city and you're trying to find a parking lot, but it's full. Stand here on the side and look. Oh, somebody coming there. What I do activates the parking system, and here I get an offer of 2 parking lots. I will like to take that one. Now is take my foot from the pedals. So during the parking you don't control the speed or brakes? Nothing. If the system is not doing. Now it tries also to center between these two vehicles. Ne rabiš se vtikati gasa, ne rabiš se vtikati bremze, pa kaj še? Pa mrtve kote vse pokrije. Z avtomobilom in ob avtomobilu. Kolesari, pešci, drugi avti. Ja, radar ima. Pa gremo pogledati, kako zdaj avto sam dožlajfa. Stefan, we are ready. Opa. To je zaviranje sil, sprav avto prepozna ne samo druge avtomobile, vozila, živali verjetno konc koncev, ampak tudi te majhne fantke. Ajde, da vidimo. Dvakrat smo zdaj že zažlajfa sistem, ki prečekira vse skupaj okrog avtomobila, pa temelji na delovanju radarja, pa kamere. Dec preživel. The guy, we didn't kill him. Yeah. To se pravi, da je B pameten, pa da zna kupenih stvari, to vemo. Malo je piflerčka, kar se čip v senzorju pa tega tiče. Evo, pa zdaj, če vam jaz kaj prav, se bo na telenavigaciji bo avto uživo prikazal na sliki, kam je treba zaviti. Vidiš? V resnici ni. Vidiš? Ni. Ampak je. Največja kvaliteta tega avta, kljub temu, da zna iti luštno ovink, je pa vseeno udobje. Zrelaksiranost pa bolj v easy. Sam, kakor pravim, ne, če imaš ti sedeže, ki te fejst primajo, pa če imaš ti Alcantaro tukaj na volanu, pa če je feeling športen, ja, pol rezultat ne more biti dosti drugačen, da si želiš voziti čez ovinke malo hitrejši. Je res? Pa kakšna lepa cesta, kakšni razgledi, ampak na motoriste, pa ne samo to, tudi na kolesarje, na tem moraš biti pa fejst previdni.
Še ene stvari se sploh dotaknil nisem. Kabine, delovnega okolja, kakšen feeling je tukaj noter. Pravzaprav je okolje že kar poznan, ne? To se pravi tele fancy zračniki, ki se po noč, če malo boljš pogledaš, vidiš svetijo. Pa dva povezana zaslona, ki tvorita eno tako res luštno celoto, ki daje tak sodoben, visokotehnološki občutek. Valjda cup holderja, pa predal, pa tam lahko telefon polniš brezstično. Tukaj pa tale tablica občutljiva na dotik, da se pa sprehajaš po menijih. Čemu pa tole služi? To je pa samo, da rokica gor počiva, ko se ti sprehajaš po menijih. Ja, pa ambientalna luč, lepa kot v jaslicah. Eno stvar sem pa čist pozabil narediti, zadnji se nisva usedla. Vozniški sedež je nastavljen zame, se pravi dobrih 1,75 m, placa za kolena imam pa, le to. Pa tudi sredinski greben, ne, klej v sredin, spet ni tako visok, da bi bil ful moteč, ne. To je res. To je pa zares vse. Pejo jest. Pejmo jest. No pa, ko misliš, da je vloga že konc, včeraj, ko smo se nehali voziti, smo bili pa še tiskovko, pa sem zvedel še kupenih drugih stvari, podatkov je ogromen. Ampak trije so pa taki, ki se mi pa vse zdi, da bi jih moral vedeti. Ta prva stvar, ta avto bo opremljen z novim 8-stopenjskim dvosklopčnim menjalnikom, in grede kar orang dela. Ta druga stvar, veliko dajo na družinsko uporabnost, to drži, ampak pomična klop druge vrste, te še nima, ampak bo pa prišla. Ta tretja stvar, ta je bila pa meni najbolj všeč. Na daljših poteh, ko je udobje še posebej pomembno, no takrat bo pa avto še posebej lepo poskrbel za voznika oziroma sopotnika, tista dva, ki sedita spredi, zato ker zna čist sam, vmes, skoraj nezaznavno, malo spremeniti položaj sedeža, da nisi pol, ko enkrat zaključiš z vožnjo toliko napeta, veš, da ga mogoče da pikico nazaj, glih toliko, da malo sprosti hrbet. Mislim, tega pa še nisem imel. Čakaj. Grem. Jaz grem ven. Jure, gre ven. Jure, zrihti.